Spoštovani, dobrodošli v podkastu. Sem filmski kritik Igor Harp in danes imam čast gostiti Ivana Novaka, člana skupine Laibach, enega mednarodno najbolj prepoznanih slovenskih glasbeno-umetniških projektov. Skupina Laibach je bila ustanovljena 1980 v Trbovljah in je kmalu pustila močan pečat na slovenski in jugoslovanski, pa tudi na evropski glasbeni sceni, umetniške presežke pa nizajo še danes. Lani denimo simfonijo Alamut, letos s sodelovanjem v gledališki predstavi Sveta Ivana Klavniška. Ivan Novak, pozdravljeni v podkastu. Živeni. Ivan, v medijih večinoma vi predstavljate Laibach. Mislim, da so vas nekoč označili za diplomata in stratega skupine. Kako je prišlo do te odločitve in kako pomemben del je medijska predstava za ustvarjanje javne podobe skupine, ki jo že pol stoletja skrbno kultivirate? Ja, jaz sicer ne mislim, da sem jaz najboljši v smislu medijske strategije in tako naprej predstavljati skupino v medijih, verjetno bi bilo boljše, če bi imeli kakšne bistveno mlajše ljudi, recimo. In v teh časih je pač tako, ne. Ampak je pa res, da imam mogoče največ izkušenj, oziroma veliko izkušenj, no, mogoče ne največ, ampak ja, tam nekje glede na to, da sem od samega začetka pri skupini. To je pač to, da se v glavnem jaz pojavljam na teh nekih intervjujih in tako naprej, je enostavno zato, ker nisem več na odru. In imam toliko več drugih obveznosti pa v kontekstu skupine in eno od teh je to, da se pogovarjam z mediji, ker tudi recimo, se pravim, mogoče največ vpogleda v to medijsko sceno in tako si pač želimo delo. Ne. To, kar je recimo Milan Fras na odru, to sem jaz pod odrom in tako naprej. Ampak zadnje čase se tudi drugi vključujejo. Odvisno seveda za kakšen medij gre, za kakšen intervju gre in v čemu teče stvar. Ampak jaz mislim, da to ni nek problem. Mislim, da za Siol, da bom tudi jaz okej. Zdaj, Laibach ste bili odgovorni tudi za nekatere politične incidente. Tako ste na kontroverznem nastopu v Zagrebu leta 1982 projicirali penis čez podobo Josipa Broza Tita. Leto kasneje ste dali intervju za tednik in si zaslužili prepoved. Kako nevarno je bilo izzivati v Jugoslaviji tako burne reakcije? Mislim, takrat smo pač bili mladi, no? In smo razumeli, da je to nekakšna naša misija v bistvu, da prebijemo in da, mislim, tudi čas je bil takšen. No? Takrat je bil čas seveda bistveno drugačen, bil je izredno, kar se tiče neke kontrakulturne scene, bil izredno dinamičen, to je bil par let prej je nastal punk. Skratka, dogajalo se je ogromno v nekih koncertov in mi smo seveda tudi iskali neko svojo vsebino in naša vsebina je bila seveda takšna, da je mi smo se odločili, da vključujemo več plasti, ne samo rock and roll, no, ampak tudi seveda nek političen kontekst v ta svoj recimo celostni izraz, ne, in da poskušamo seveda ne samo zabavati mladoletnike in mladoletnice, ampak tudi prebiti to opno in mogoče udariti tudi kje širše, ne. Sej punk je imel vse ta naboj, že s punkerti seveda in tudi z ostalimi, ki so se takrat pač kotalili po sceni in mi smo bili mogoče sam še malenkost bolj radikalni ali kakorkoli, ali pa tudi ne, no. In zdaj vsi govorijo o tem penisu, ki naj je bil projiciran preko Tita. Mislim,
ni bil samo preko Tita. No. Mi smo takrat pač se odločili, da pridemo nekako na festival nove glasbe v Zagrebu, glasbeni bienale, ki je bil znamenit festival. Festival, kjer se je dogajal svašta, mislim. Tam so nastopala največja imena eksperimentalne sodobne glasbe, od Cagea, Kagelberija, Stockhausen in tako naprej. In v bistvu je bil to nek festival, ki smo ga vsi precej cenili. To je bil radikalen festival v kontekstu sodobne, improvizirane, klasične glasbe. In ampak politika se za tak festival seveda ni kaj bistveno zanimala, ne? Samo specialisti, pač specialna publika, in mi smo takrat hoteli predreti to, hoteli smo opozoriti tudi na ta festival, da je to nekaj zelo dobrega. In se nam je zdelo, da sami v bistvu pašemo na tak festival, ker smo predvsej eksperimentirali zvočno, ne? In ker smo imeli multimedijski nastop že takrat. Skratka, imeli smo filmske projekcije, kar druge skupine niso imele. Imeli smo seveda kostumiran nastop, recimo, kar so druge skupine imele mogoče do neke točke. Ne? Mi smo takrat nastopali v jugoslovanskih vojaških uniformah. Imeli smo pač močno ekspresijo, in takrat smo dodali na oder še, 12 video monitorjev in smo poleg pač projekcije, ki smo imeli v ozadju, imeli še dodatno multivizijsko, multimedijsko, vse prirejeno za ta festival, še dodatne posnetke, nek naš video, ki smo ga sestavili, eksperimentalen, tudi takrat je bil video praktično čisto nova stvar in smo sestavili nek ta video, ki se je vrtel na teh, mislim, da 12 monitorjev ali koliko jih je bilo na odru. Plus imeli smo še dodatno super 8 mm projektor, ki smo pa poleg tega 16 ali mislim, da je bil celo 35 mm, kjer smo spuščali film Revolucija je štraje, znamenit dokumentarni film o uspehu Jugoslavije, skratka, kako je fajn v Jugoslaviji in kongresi in Bled in Portorož in Tito in tako naprej. Skratka, neka takšna propaganden film, zdaj se ne spomnim nažalost imena režiserja, mi smo ta film seveda apropriirali in smo ga spuščali na našem koncertu. In preko tega smo vrteli pa še super 8 mm lup, neke pornografske scene, na to propagando. Ne. Mislim, zakaj? Zato pač, ker je propaganda seveda takrat ni imela kaj dosti veze z resnico, ker je Jugoslavija radikalno razpadala v ekonomsko in politično. In ker je to v bistvu samo po sebi, smo mi to razumeli tisto propagando takrat kot neko pornografijo. In s tem smo samo seveda še dodali tisto, česar mogoče na unem filmu ni bilo vidno, ne, ampak mi smo to glasno izrečeno. Ja, mi smo to glasno izrekli. Na kar je seveda prišlo do velikega problema in najprej je prišla, mislim, da redarji, pa policija, pa vojaška policija in skratka, ampak to se je dogajalo sred noči, ker naš koncert se začel ob 12. po noč, to smo zahtevali. Skratka, za odrasle. Do 5. zjutraj naj bi to trajalo in pa so nas prekinili nekje, ne vem točno kdaj, ob 3-4 in dobesedno zvlekli z odra, ker nismo hoteli z odra. In to smo razumeli kot del performansa. Po tem dogodku takrat je reagirala, ker je morala, mislim, da partija Hrvaška oziroma mladinska njihova, vse ne vem točno kdo je, ampak bilo je en kupenih reakcij upirjenih proti Sloveniji, kao dajte vi to malo zaustaviti, to skupino, to je too much, ne, veš, kaj se oni grejo. Skratka, protestirali so, da je to pač ne vem kaj, ne socialistično ali ne vem kaj, neprimerna osebina in Laibach in pornografija in tako naprej. In pol je prišlo do tega intervjuja na televiziji TV Tednik, ker je takrat slovenska scena bila že precej, bom rekel, tako liberalna.
in niso hoteli iti v kakšne ekstremna zapiranja in tako naprej. Čeprav enkrat v tistem času so Vidmarja zaprli za 1-2 meseca, mogoče malo prej, zato ker je nosil nek beč Nazi punks, fuck off ali nekaj takega, prečrtano svastiko, zato so ga zaprli. Mislim, da sem celo jaz potaknil tisti beč enkrat. Skratka, in ker je spuščal Niko verzijo na Radio Študent Deutschland, himno nemško od Niko, v interpretaciji Niko. Ampak načeloma takrat pač scena je bila že precej bolj liberalna v Sloveniji in oblast ni hotela iti v neke ekstremne radikalne prijeme in so takrat nekako se odločili, da nas bojo povabili na televizijo in da nam bojo dali možnost, da v prime timeu imamo intervju. Takrat mislim, da je bil sam en televizijski program, ki je trajal pač od 4 popoldan do 10 zvečer, nekaj tazga, jaz ne vem točno. Bile so v glavnem črno-bele televizije, to je bilo leta 1983, oziroma so imeli tiste filtre, zeleno, rumen, ne vem kakšen že, oranžen. In mi smo sprejeli to igro, mi smo vedeli, da to seveda ne more biti nič dobrega, ampak smo sprejeli to igro kot neke vrste pač izziv in kot performance. Poslali so svojega najbolj izkušenega novinarja, to je bil Jure Pengov, da je vodil ta intervju. Mi smo v bistvu smo zahtevali vprašanja vnaprej, smo tudi sestavili neke odgovore vnaprej, smo se pripravili, ampak ti odgovori niso imeli vedno veze z vprašanji. Mi smo pač odgovarjali, mi smo praktično polagali nek svoj manifest takrat v mediji. In da ne bom predolg, zdaj ta intervju pač v raznih muzejih svetovnih kot umetniško delo, kot performance. Jure Pengov se nam je mnoga leta pozneje pač upravičil. Mi smo seveda sprejeli upravičilo, dali smo mu takrat za nagrado eno tablo leseno, na kateri je pisali Ich bin ein Jure Pengov in to je celo nosil nekaj časa na tistem dogodku, mislim, da 92. leta v Orto klubu. In tako naprej, skratka, bilo je kar zabavno, mi smo bili sicer v nekem smislu prepovedani naslednjih 5 let, skratka od 83 do 87, na kar je slovenski ZSMS takrat zahteval, da se ta prepoved ukine in da pač Laibach nastopa in takrat od tistega trenutka, ko smo bili dovoljeni, nismo bili več zanimivi, so nas hoteli kar ukiniti publika in ostali. Tako gre to. Zdaj, bolj nedavni incident pa ste v Pjongjangu vi osebno povzročili v dokumentarnem filmu Dan osvoboditve, ki spremlja koncert v Severni Koreji, ki ste ga imeli, prva zahodna skupina. Potem, ko ste dolga leta veljali za nekoga iz vzhoda, ste bili nenadoma prvi iz zahoda. Je prikazano, da ste si kljub strogim pravilom o omejitvi gibanja organizirali samostojen sprehod po mestu in zdaj v filmu je to prikazano kot tako rekoč dejanje norosti. Koliko je pa bilo dejansko nevarno in kaj ste videli tam, ker tega pa v filmu ne izvemo? Ja, če ne bi tisti večer nas organizator korejski vodil na neko večerjo, to je bil slavnostni večer, ne vem, prav ta večer proslavljanja dneva osvoboditve z velikim ognjemetom in tako naprej. Jaz priznam, jaz sem to čist pozabil, da se bo to zgodilo, da moram biti pač v hotelu, ne vem točno ob kateri uri, ob 8 večer. Bil je pač lep poletni dan, kot bi rekel Magnifico. Sonce je sijalo, zunaj je bilo en kup enih ljudi, ki so se sprehajali, tam zraven je bil park. Mi smo lahko nekako šli ven izpred hotela in tam pokadili kakšno cigareto in tako naprej. In ker nas noben, takrat jaz sem videl, da nimam nobenega na repo, ki bi me zasledoval, sem šel pač do glavne ceste in čez cesto in v park in na sprehod
po mestu, nikogar nisem imel za sabo in lepo fino sem se sprehajal, ljudje so bili prijazni. So bili tudi kakšni, ki smo malo grdo gledali, ampak načeloma so bili pa zelo prijazni. Otroci so se igrali, starši, ne verjamem, da je bilo to samo zame ta predstava, no? Ker je potekala po celem mestu, je bilo tako čisto simpatično, popoldne. In skratka, in pol v nekem momentu sem se obrnil in sem rekel, ok, grem nazaj, da kaj narobe. In sem šel seveda nazaj in tam je zelo hitro padla noč in ker je bila ura več kot 8, ob 8 bi pa mi mogli vsi tam počakati in biti od spodaj v avtobusu, so seveda oni delali, pač problemi iz tega, menda so tudi že poslali policijo za mano in ne vem kva, vojske še ne, ampak skratka, jaz sem enostavno, ko sem prišel nazaj, so bili zelo jezni name vsi, predvsem tudi seveda organizatorji, ker so se bali za svoje pozicije. Oni so tam zadolženi za to, da kao skrbijo za nas in tako naprej. In jaz sem enostavno pač takrat seveda rekel, da sem mogel iti na sprehod, da sem to rabil, da pač je bilo super, fino, simpatično in da sploh ne vem, kaj to komplicirajo, mislim. In da so nam itak obljubili, da nas bojo spustili, pa nas niso. Ne? Tako da sem si vzel pač to, kar so nam obljubili nekako. No. Imel sem dan osvoboditve. Lahko bi me zaprli, ampak dvomim, zato ker pač Slovenci nismo toliko zanimivi za njih kot kakšni Američani, ker lahko z Američani pa lahko trgujejo, z nami pa niso mogli. No, ampak Pjongjang, koliko ste ga videli, je pa bil čist prijeten kraj ali je kaj tak istopeče, ker dejansko nimamo nobene realne podobe o tem, kako bi naj izgledal. Mislim, prijeten kakor za koga. No. Sam v nekem smislu je, zdaj bom rekel, mogoče eno stvar, ki pač, ne vem, ne radi slišijo Evropejci, ampak v nekem smislu je Severna Koreja seveda odslikava tega, kar je tudi do neke mere na Zahodu. Ne. Samo mogoče malo bolj radikalna odslikava. Ampak tudi tam prodajajo seveda meglo ljudem, ne. In tudi tam se delajo lepše kot so. In seveda tudi tam so prijazni ljudje in tudi tam imajo probleme tako kot tukaj, ne. Mogoče bistveno večje, no, zaradi pač svoje neke zaradi razvoja zgodovine, kako je potekala, zaradi geostrateških interesov, ki potekajo v glavnem v konfliktu med Kitajsko in Ameriko. Ne. Severna Koreja je pač tampon zona med tema dvema silama, ne, ki si poskušata seveda uzurpirati moč v tem delu sveta, ne vem, kako se to reče, zahodno-kitajsko ali vzhodno-kitajsko morje ali kaj je že. No. Skratka, stvar je kompleksna, ni tako enostavna, kot jo Severna Koreja, ni tako enostavna, kot jo večina medijev in večina ljudi razlaga. Pred kratkem sem dobil tudi potrditev o tem, kar sem tudi sam že nekaj časa seveda imel občutek, in sicer, da je Kim Jong-un trenutni vodja, da je zares pravi ujetnik te države, da je ujetnik pač v zlati kletki, ne? In da seveda nima kompletne moči v državi, da se mora podrejati različnim centrom moči in v bistvu balansirati med to svojo pozicijo in pa med temi centri moči. Večina te moči je nadzorovana strani Kitajske. Letos mineva 30 let od izdaje enega vaših najbolj priljubljenih albumov, NATO, ki vključuje uspešnice kot so Final Countdown in the Army, Now, Alle gegen Alle in Marš na Drino. Zdaj, takratno sporočilo plošče se mi je zdelo dvojno in bi me kar popraviti, če se motim, da po eni strani je to kritika zavezništva
ki ni posredovalo v vojni v Bosni in Hercegovini. Po drugi strani pa obračanje ogledala Evropi, čež da je Evropa sama okupirano ozemlje, tudi potem ime turneje, ki je bil NATO Occupied Tour. Kako danes gledate na sporočilnost te plošče in tudi na same organizacije, po kateri nosi ime skozi prizmo 30 let? Ja, mislim, NATO je seveda ena takšna zanimiva zadeva, problematična, zanimiva. Ampak dejstvo je, da seveda, da gre za vojaško zvezo, Severnoatlantsko vojaško zvezo, skratka za neko sodelovanje seveda najmočnejše sile Amerike in evropskih držav, večinoma, plus Japonska, mislim, da je tudi v NATO, seveda, in Avstralija, tako in tako, ne, to so. Ampak vprašanje je, a je Evropa zaradi NATO seveda osvobojena oziroma svobodna, ali pa je mogoče okupirana z NATO-om. Ne? Vemo, da je NATO seveda pač nekakšno ameriško orodje. Amerika, ne bi rad zdaj zvenel čist proti ameriško, ne? Ampak Amerika je recimo tista velesila vojaška, ki ima okoli Kitajske razporejenih tam nekih 400 vojaških baz. In to je velik problem. Ne? Kitajska recimo nima okoli Amerike razporejenih, mislim, da niti ene prave baze. Ne? In seveda tudi Evropa v nekem smislu nima svojih lastnih vojaških sil, ampak je čist podrejena praktično, kar se tega tiče Ameriki. Ne? Bomo videli, kaj se bo zgodilo s Trumpom, ki že nekaj časa obljublja, da bo ukinil NATO. Kaj to pomeni, nimam pojma. Dejstvo pa je, da je tudi seveda aktualna vojna v Ukrajini v veliki meri sproducirana z njihovo intenzivno željo. Ukrajinci tega ne slišijo radi, ampak oni si zelo želijo iti v NATO in pač verjamejo, da bo to rešilo vse njihove probleme. In seveda Rusi tega nočejo slišati niti približno, ne, ker je Ukrajina pač zgodovinski del ruskega imperija in vedno bila, zgodovinsko so pač povezane te dve državi in kulturno in tako naprej. In pa preveč je zarezana v to tkivo same ruskega teritorija. Ne. In obstaja pač ta neka teorija, ki je tudi napisana v knjigi Velika šahovska plošča, če se ne motim, The Grand Chessboard, Zbigniew Brzezinski, svetovalec mnogih ameriških predsednikov, je napisal to knjigo, mislim, da je šla leta 97, ali pa mogoče malo pozneje, ne vem, ampak tam nekje, kjer je strategija, to, kar se zdaj dogaja v Ukrajini, kjer je strategija opisana v tej knjigi, kako je treba seveda Rusijo prisiliti oziroma jo razbiti. Ne? Točno skozi ta mehek trebuh, skozi Ukrajino in tako naprej. Brzezinski je, by the way, ta strateg, ki je sprožil, ki je uničil, ki je v bistvu ukinil, oziroma v veliki meri ukinil Sovjetsko zvezo. On je sprožil afganistansko vojno, pač z nekimi političnimi prijemi in tako naprej. In v tej, mislim, eden od rezultatov te ruskega sodelovanja v afganistanski vojni je bil razpad Sovjetske zveze v času Gorbačova. No, skratka, gre za neko kompleksno stvar, seveda, in NATO je kompleksna zadeva in naš album se ukvarja na simbolični ravni z NATO-om in z vsem tem, kar se je dogajalo takrat in v kontekstu državljanske vojne v Jugoslaviji, jaz mislim, da lahko se tako reče, in seveda v Bosni, kjer so se dogajale res nepotrebne stvari, če pogledamo samo Srebrenico, v kontekstu, ne vem, evropskih
onih plavih, modrih čelad ali kaj so že bile. In seveda tudi pozneje v Srbiji in na Kosovu. To je neka problematična stvar, po mojem mnenju je NATO treba premisliti in čist možno se lahko zgodi, da nam bo naš svak ali kaj že Trump pomagal pri tem, ne? Mislim, govorim Evropi. Torej, Laibach skozi ustvarjanje preprečuje uveljavljene politične, filozofske in umetniške koncepte in se ob tem odziva na družbeno realnost. Reakcije so vedno odmevne in poleg pozitivnih kritik pogosto vključujejo tudi odpor tistih, ki se prepoznajo kot tarče. Zdaj, kot menjeno, ste v 80-ih pogosto prišli na vzkriž z jugoslovanskimi oblastmi, kaj pa kasneje? Misliš, po koncu Jugoslavije? Ja, torej odkar smo v demokraciji, ampak tudi v drugih državah. Ne? Zdaj v Ukrajini ste imeli prepoved koncerta oziroma odpoved. To je bil, ta Ukrajina nesrečna, je bil pač nek, moram reči, nek nesrečen dogodek. Organizatorji od nas zahtevajo, da pač izjavimo javno določene stvari, s katerimi se mi nismo strinjali, in sicer, da je vse, kar je rusko, nič vredno in tako naprej. To se nam je zdelo povsem preveč. Mi se ne strinjamo s to vojno, smo seveda tudi obsodili Putina in rusko agresijo. Seveda pa smo poskušali razumeti, zakaj je do tega prišlo, in stvari niso tako enostavne in enoplastne, ne, enoznačne. In naš namen takrat je bil iskren, in sicer, da podpremo ukrajinski narod v začetku vojne, moralno, in da pač odigramo ta koncert. Ukrajinci so ne sami vabili. Na kar do tega koncerta ni prišlo, žal, tako pač je, bo pa drugič. Glasbeno so korenine Laibach tesno povezane z ambientalnimi industrijskimi zvoki Trbovlj iz konca 70-ih, kot je tudi poudarjeno v dokumentarnem filmu Glasba je časovna umetnost LP film Laibach. Zdaj, kateri drugi ambientalni zvoki so še tekom let kasneje vplivali na vaš glasben razvoj? Pa tudi, ali menite, da zdaj Trbovlje tam je sedež Devesofta, ki je eno vesoljskih podjetij, najbolj napredne tehnologije slovenska, je tu kakšna navezava potem? Je, mislim, mi z Devesoftom tudi sodelujemo, zares oni so podprli, mislim, da celo 2 naša projekta konkretno, ampak to so bolj neke galerijske inštalacije. In se poznamo, smo v dobrih odnosih in podpiramo v bistvu to, kar oni počnejo v Trbovljah, je res izjemno. Oni praktično, kar je neverjetno in česar se ljudje ne zavedajo mogoče, ampak oni prakticirajo v svoji tovarni, v svojem podjetju zares samoupravljanje. Skratka, tisto samoupravljanje, ki je v Jugoslaviji propadlo. Samoupravljanje, ne vem, če se sicer do črke držijo Kardeljeve teorije, ampak oni so zares, kar se tega tiče, res neverjetni, ne? In delavci v podjetju imajo podjetje v solastništvu in lastnik, mislim, direktor, vodja podjetja je neverjetno skromen človek in je res fantastičen, ne? Jure Knez, in to, kar dela v Trbovljah, je fenomenalno, ker pač odpira nova delovna mesta. Zdaj bom menda gradil v kratkem mesto akrobatov, neko napol science fiction stavbo ogromno, kjer bo sprožil tudi podpiral tudi seveda ostala podjetja. Skratka, vizija, neverjetna vizija se dogaja nekje v Trbovljah in mi to lahko samo seveda podpiramo. Ne glede na to, da nismo več toliko vezani na Trbovlje, ne. Ono vprašanje,
kateri ambientalni zvoki. Vsi, vse zvok je, vse, tudi tišina je zvok, ne, konc koncev, mislim, dejansko nismo ta industrijska produkcija na začetku, v 80-ih letih se nam je zdela nekako logična, ker je takrat Trbovlje seveda bil poln te industrijske poetike in politike in vsega tega, estetike. In mi smo pač izhajali s tem in smo rekli, ok, tole bo pač naš začetek, ne. Bomo uporabljali, ne vem, industrijske zvoke, repeticijo, skratka ne toliko kitare, bobne, ne vem kva, ampak v bistvu bolj ambient nekega časa in prostora in bo to neka naša osnovna estetska, recimo, paradigma, ne. Zdaj, pozneje vemo, da se je ta paradigma razširila in da je prišlo do rejvov, kjer je ena sama repeticija nekih tehnozvokov. Skratka, to, kar je bila takrat za nas neka eksotična zadeva, mislim, za druge eksotična, ne za nas, ne, ampak za nas neko izhodišče je pozneje postalo v bistvu pravilo. Ne, repeticija, industrijski zvoki v glasbi in tako naprej. Ne glede na to, da seveda ljudje verjamejo, da delajo zelo emotivno glasbo, danes vemo, da je večina glasbe generirana industrijsko, da je glasba še nikoli ni bila tako podobna sami sebi, skratka tako takšen Gleichschaltung še nikoli ni obstajal v glasbi kot zdaj, ne. In seveda algoritmi poskrbijo, da se, kar se tega tiče, tukaj ne dogaja nič presenetljivega in smo v enem hudo, recimo, bom rekel, totalitarnem obdobju, ki je seveda tudi zanimiv, no, iz določenega, mislim, za nas je recimo zelo zanimiv, no. Torej, ja, že od samih začetkov Laibach so vas razne oblastniške pa druge skupine vas obtožujejo simpatiziranja z nacizmom. Pri tem je meni osebno najbolj podcenjujoč pomislek, ki prihaja iz bolj liberalnih krogov, da sicer razumejo umetniški namen Laibach, ampak jih skrbi, da bi lahko neuka publika narobe razumela to in postala nacistična. Kakšen je vaš odziv na te komentarje? Mislim, to je pač podcenjevanje publika, seveda. Mislim, se je bilo en kupenih filmov na temo nacizma, ki so jih ljudje lahko gledali, celo humorističnih filmov na temo nacizma, ne. In jaz mislim, da nihče iz publike zaradi tega ni postal sam nacist, ne. Bili so dejansko filmi, kjer je bil nacizem v bistvu kar fascinantno prikazan. Spomnimo se sam, ne vem, filmov Mladi levi, recimo z Marlon Brandom, kjer je Brando izgledal fantastično seveda v nacistični uniformi, ki vemo, da je oblikoval Hugo Boss, ne. Skratka, veliki modni kreator in tako naprej. In jaz dvomim, da je zaradi tega filma kdo postal nacist, no. Laibach se z nacizmom ukvarja kot z nekim zgodovinskim fenomenom, ki nam je pomagal razložiti določene odnose v družbi in kulturi. Ne samo z nacizmom, tudi fašizem, tudi komunizem. Skratka, ukvarjali smo se s celotno paleto zgodovinsko, ampak ja, nacizem, fašizem, komunizem so mogoče najbolj zanimivi v tem kontekstu, kako v bistvu obrazložiti odnos med umetnostjo, ideologijo, kulturo, religijo in tako naprej. Oziroma, tu so stvari pač zelo jasne in to je za nas bilo neko izhodišče, zato smo lahko v bistvu to isto paradigmo prestavili tudi kam drugam, recimo v aktualni čas, ne. Ja. Ne vem, pač jaz mislim, da res da publika ni tako neumna. Je pa res, da so določeni intelektualci zagovarjali to pozicijo, da način, kako seveda Laibach to prakticira, da je lahko problematičen za razumevanje, ampak mi smo samo citirali
citirali, ne vem, John Hartfielda, ki je znamenit antinacistični umetnik in tako naprej. Ne. Ne, sej, to Žižek tudi v enem svojem eseju problematizira tudi odnos do vas in do Rammstein v podobni meri in primerja to z tem, na kakšen način pa Trump in njegovi privrženci dejansko živijo v skladu z nacističnimi idejami oziroma se ne distancirajo od njih, čeprav tukaj treba biti pazljiv. Mislim, da ne vsi, ne, seveda tudi Trumpovi privrženci in tako naprej. Ciljalo je na Proud Boys. Ja, in tudi primerjava med nami in Rammstein po mojem mnenju ni primerna, zares. Tukaj je Žižek prehiter. Ne pravi, da ne primerja vas, pravi, da enaka kritika kot letela na Rammstein je tudi že v preteklosti letela na vas. Zdaj bom pa jaz se postavil v vlogo zaskrbljenega intelektualca. Ne. Rammstein, pri Rammsteinih je to precej drugačno. Oni so dejansko postali praktično največja slovenska, največja evropska skupina. Aha. Oziroma ena največjih, no mogoče še kakšna druga zraven, ampak v tem spektakelskem smislu pa Rammsteini so definitivno presežek. Ne? In ti njihovi šovi so fascinantni, to so res izjemni spektakli, ne? Sicer to že po meji pač cela zadeva je že robna, gre res za prodajo, pač ne vem, tako kot je bil čas Holiday on Ice, ne? Ampak pač je drugačna vsebina in moram reči, da tudi afinitete te njihove publike, ne, so seveda precej bolj poravnane v nekem smislu, kot pa recimo nasprotujoče. Ker naša publika je v bistvu publika, mi svojo publiko prisilimo v konflikt. Oni se ne morejo identificirati s tem, kar mi počnemo. Ne? Mi zahtevamo pač, mi jih postavljamo v nelagodje, v situacijo nelagodja, medtem ker Rammsteini pa tukaj delajo pa glih obratno. Oni pa sprožajo ugodje pri svoji publiki in tukaj je, mislim, je bistvena razlika. Če na Wikipediji pogledamo seznam članov Laibach, ki vključuje vse umetnike, ki so sodelovali v vaših projektih, pridemo do zelo dolgega seznama, mislim, da je več kot 100 imen gor, od vas in drugih ustanovnih članov, pa vse do Slavka Avsenika Mlajšega, Janeza Dovča in Maje Kevc. In na tej točki se lahko vprašamo, kje se Laibach konča in slovenska glasba začne. Ja, pač zdaj, mi smo originalno seveda začeli celo stvar kot anonimni kolektiv simbolno štirih članov. Ampak pri medijih je tako in tudi pri ljudeh generalno seveda, da hočejo seveda vedeti, kdo je zdaj, kdo in tako naprej. Tako da v enem momentu smo se odločili, da pač tudi napišemo vse ljudi, še vedno to niso vsi, ampak verjetno jih je samo polovica, ki so sodelovali z nami tako ali pa drugač. In seveda pol je prišel pač do nekega drugačnega efekta, čudnega, ne, ko je pa zdaj to. Se to je pa cela slovenska scena. Skratka, in smo prišli do te sintagme, mi vsi smo Laibach. To, kar smo v enem momentu izjavljali, oziroma in tudi po Laibachu pride Laibach, ali kako že. V nekem smislu smo, kako se to reče, kuhalnik, kaj je že te, startup zakaj pa ne, za slovensko sceno. Precej raznih glasbenikov je šlo skozi nas in kar se tega tiče, smo odprti za sodelovanja. In v bistvu tudi mi se ogromno naučimo, seveda od vsakega, ki sodeluje. Eni ostanejo, drugi grejo, eni so mogoče malo bolj povezani z nami, drugi malo manj. Ampak
kaj ne rečem, mislim, zakaj pa se ne bi, Sej, zakaj ne bi si pomagali z Laibachom, se konc koncev imamo v bistvu neke. pa to običajno vi pristopite do drugih glasbenikov ali oni pridejo do vas? Ali... No, je boje stransko, ampak večinoma smo mi tisti, ki jih pač povabimo. Ja. Torej, predlani ste po dolgem razvoju predstavili monumentalni projekt Alamut, ki ste ga ustvarili na osnovi romana Vladimirja Bartola in v sodelovanju z iranskima skladateljema Idinom Samimim, mogoče bolj še ne poskušam. Mofaktam ali kaj že. Mofaktam in še Roswahan. Ja. Ter izvedli simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pa celo vrsto drugih izvajalcev. Zdaj, kako je z načrtovano izvedbo Alamuta v Iranu? Bo še kakšna uprizoritev tudi v Sloveniji in kako dolg proces je to, ker to je res, ne vem, kako poimenovati to, ker je, ne vem, simfonija, opera. Ja, gre za v bistvu neko simfonično pesnitev, res je. Kompleksna stvar je, vključuje, mislim, da okoli 100 ljudi na odru in še dodatnih 20 pod odrom, plus še neki dodatki, recimo v Križankah smo imeli še dodatnih 60 harmonikarjev in tako naprej. In vključili smo iranske ustvarjalce in zbor mešani iranski in 2 skladatelja, dirigenta, ker je seveda Alamut zgodba, ki se dogaja v Iranu in se je enostavno zanimala njihova interpretacija. Hoteli smo raziskati, kaj v bistvu je s tem Alamutom, ki je še vedno zelo, zelo aktualna zgodba. Ne? V filozofskem smislu, v medijskem smislu nič ni res, vse je dovoljeno. Ne? Zgodba, ki je absolutno, mislim, tudi tisti, ki jo recimo ne marajo knjige Bartolove, ki trdijo, da knjiga sama po sebi ni nič posebnega. Seveda, jaz mislim, da ne morajo zanikati vrednosti te zgodbe, ne glede na to, da je seveda Bartol se v nekem smislu inspiriral z Wagnerjem in ne Wagnerjem, z Nietzschejem, pardon. Z Nietzschejem in ampak ne glede na to, je to nek kvaliteten prispevek recimo slovenski literaturi in filozofiji in v tistem času mislim, da je bila knjiga precej kar radikalna, no, in tudi še vedno mislim, da tudi ljudje v tujini se še vedno odzivajo na njo. Za nas je to bilo predvsem nek izziv, kako se povezati z iransko sceno, glede na to, da je Iran tudi precej anatemiziran, ne, zadnjih od leta 80 naprej, in smo dejansko želeli razumeti, kaj se tam dogaja, ne, na kar smo odkrili, da je tam izjemno dinamična, zanimiva scena, kulturna, glasbena, na celi črti, seveda pa jo teokratski režim, kakršen je na oblasti, drži dol, ne, in precej ljudi se izseljuje. Vemo, da ima Iran fantastične filmske režiserje. Mi jih poznamo tukaj samo peščico. Tam smo se pogovarjali z ljudmi, ki so trdili, da najboljše stvari sploh ne pridejo do Evrope. Ne. Zdaj, mi si seveda želimo ta projekt predstaviti tudi v Iranu. Bili smo na pogovorih že parkrat, ampak žal se je to dogajalo v nekem času, ki je bil zelo konfuzen. In sicer, ker smo že dobesedno imeli zeleno luč za to, da bi to simfonično pesnitev postavili v Teheranu, se je zgodila korona najprej, na kar je padla iranska vlada, na kar je prišla na oblast vlada, ki je bila precej konzervativna, na kar je prišlo do prekinitve odnosov z Slovenijo, ko je bil Janša na oblasti. Skratka, ni bilo pravih diplomatskih odnosov, ki pa so predpogoj za kakršnokoli sodelovanje v Iranu. Seveda gre za zelo drag projekt. Mi
si želimo uporabiti njihov simfonični orkester, ki je mogoče malo iz forme, ne? Včasih je bil to pomemben inštitut v državi, ampak že Homeini se je trudil, da bi glasbo v bistvu prepovedal. Hvala Bogu jo ni, ampak še vedno obstaja, tako bom rekel, mislim, nek odnos do glasbe, ki ni najbolj pozitiven. In že samo kakršnokoli prakticiranje glasbe v nekem drugem, razen zabavnem kontekstu v Iranu je precej subverzivno, praktično. Ne? Ženske recimo ne smejo prepevati, ne, razen če niso v zboru in tako naprej. Tako, en kupenih pravil. No, in zdaj seveda se je zgodila nova vlada in v Iranu, ki je mogoče malo bolj liberalna in tudi diplomatski odnosi so obnovljeni. Tako da smo seveda mislili v akcijo, ampak zdaj pa je tudi vojna v Izraelu in Iran je, vemo, bil že napaden in je tudi napadel Izrael in tam dol stvari niso stabilne trenutno, ne. In mogoče treba še malo počakati, kakšen mesec, dva, bomo videli, kaj se bo zgodilo in pa gremo spet v akcijo. Aha. Na odru vas lahko vidimo tudi v gledališki predstavi Sveta Ivana Klavniška po predlogi Bertolda Brehta, ki je nastala v mednarodni koprodukciji in je večjezična. Zdaj, koliko razumem, ste vi zgolj priredili Brehtove izvirne songe in niste dodali svojih, ampak zasledil sem kritike in tudi deloma je moj vtis, da je predstava bistveno bolj Laibach kot pa Brecht. Koliko je bila vaša vloga tukaj, razen še potem nastopa? Minimalna. Mislim, mi smo dejansko sledili navodilu režiserja. On je želel našo glasbo v kontekstu pač Brechtovih songov. Ne. To smo naredili. Hotel je, da pač tam predstavljamo črne slamnike, skratka to skupino Vojsko odrešitve v kontekstu predstave, to smo sprejeli, tako da mi nismo krivi, če je bil to pač mogoče vseeno malo bolj Laibach koncert kot Brechtova predstava. Jaz osebno mislim, da je sicer predstava dosti intenzivna in kvalitetna. Zdaj, če bi mi bili sami režiserji, bi mogoče stvar drugače postavili, ampak tako smo se pustili voditi seveda režiserju, ki nas je pač izkoristil tako, kot nas je. Je pa res, da dosti ljudi pravi, da je to bolj Laibach koncert kot Brechtova predstava. Jaz se s tem ne strinjam. No. Ne mislim, da je koncert, mislim, da je koncept bliže Laibach kot Brecht. To pač Laibach je tako močen označevalec, da kamorkoli ga postaviš, nekako prevzame to vsebino nekako. No. Mislim, mi smo zares dosti, bom rekel, univerzalni, no. Ker smo delali tudi predstavo po tekstih Heinerja Millerja in tudi tega smo nekako pasali. Delali smo predstavo že leta 87 v Deutsche Schauspielhaus v Hamburgu, Macbeth po Shakespeareu in tudi tega smo absolutno se ulegli brez kakršnihkoli problemov. Skratka, delali smo z mnogimi, no, tudi režiserji različnimi in povsod nekako kar predstava postane tako Laibach koncertno. Ja. Kaj pa z filmi? Delali ste za Iron Sky glasbo, pa ne vem, na Blair Witch Project se pojavi vaša pesem, še kaj sodelujete s katerimi drugimi filmarji? Pa bilo je kar nekaj naše glasbe je bilo uporabljene v različnih filmih, mislim, da tudi Spider-Man 1 ali 2, če se ne motim, pa v nekih teh televizijskih nadaljevankah in še v različnih filmih, zdaj na pamet ne vem, ampak kar nekaj tega je bilo. Ravno smo zaključili neko sodelovanje z srbskim režiserjem, kaj že, ko to tam opeva? Ja, pa je tudi meni z glave padlo. Ne spomnim se imena ta trenutek. Ja.
Skratka, sodelujemo, z veseljem delamo tudi na filmskih projektih in mislim, Iron Sky je bil točno en tak projekt, ker je režiser velik Laibach fan in seveda hotel Laibach. In smo z veseljem pač sodelovali na tem filmu in na njegovem nadaljevanju. Tako da smo odprti do teh stvari. Februarja boste v Kinu Šiška začeli novo etapo turneje za Opus Dei, ki vas bo popeljala po velikem delu Evrope in potem še v marcu v Novo Gorico in Maribor. Zdaj, Opus Dei je vaš album iz leta 87, ste ga maja izdali v novi studijski obdelavi in z dodanimi živimi posnetki kot remastered, zdaj pa ste tik pred izdajo različice Revisited. Zdaj, podobnega tretmaja so deležne nekatere vaše plošče v zadnjih letih, a lahko razložite, kaj je bistvo tega Revisited. Zdaj, remastered je obdelava zvoka z novimi orodji, da se dobi nov master. Kaj pa je Revisited? Revisited pa je dejansko nova interpretacija teh skladb. Delno pač zato, ker jih hočemo mogoče posodobiti, prilagoditi času. Delno zato, ker smo jih sami siti, takšni, kakršne so bile. Pač ja, gre za nek nov pogled, recimo, kako bi aktualizirali lahko določene skladbe oziroma kar cel album. In Revisited je dejansko je to skupni projekt, skratka Laibach Remastered, Opus Dei Remastered in Laibach Opus Dei Revisited. Gre za skupen projekt, ki pač ima recimo tam začetek, tukaj konc in glede na to, da gre za recimo našo najpomembnejši album po mnogih interpretacijah, smo se odločili, da pač izdamo in Remastered in Revisited. S tem, da mi imamo še en kupenih albumov, ki založba želi reizdati, ker jih enostavno ni več na trgu. In to nas čaka v naslednjih letih. In praktično največji problem, ki ga založba s temi reizdajami ima, poleg tega, da seveda se fizični nosilci ne prodajajo več tako, kot včasih, je tudi to, da mi konstantno produciramo neke druge nov material, ki ga je tudi potrebno seveda objavljati in skratka imamo preveliko hiperprodukcijo. Alamut čaka, je že praktično natisnen in čaka na objavo in to se bo zgodilo. Mislim, Laibach Opus Dei Revisited izide zdaj decembra, Alamut izide, mislim, da aprila naslednje leto, pol nas čaka mogoče spet en večji zalogaj in sicer 40-letnica prvega albuma, ki ga bomo posebej pač obdelali in dodali pač druge materiale in tako naprej, ki so nastajali takrat. Pol nas čaka, ne vem, Sympathy for the Devil album, Let It Be, Macbeth, verjetno kar en tak trojček, konc drugega leta. Imamo tudi seveda že material za Brehta, ki je tudi že posnet praktično, samo čakamo še kdaj pride na vrsto in tako naprej in pripravljamo naslednje leto, začenjamo delati na novem, recimo malo bolj tem pop albumu, ki bo pa išel šele leta 2026, nekje v aprilu, marcu mogoče in tako naprej. Zdaj, kupenih projektov je v igri. Imamo tudi precej posnetkov, ki jih nismo recimo še objavili, recimo kakšni simfonični posnetki, starejši in tako naprej, ki so zanimivi, pač sodelovanje z simfoničnimi orkestri in tako naprej. Tako da tega je dost. Seveda je pa trg takšen, kakšen je v teh časih in je treba biti mogoče strateško pristopiti tem objavam, in ker se vse zgubi v množici, nepregledni množici socialnih medijev in tako naprej.
Super. Ja, simfoniki ste tudi nastopili 97. na Evropskem Slovensko filharmonijo. Ja, Slovensko filharmonijo. Takrat je bil nek Evropski mesec kulture. Ja, Evropski mesec kulture v Ljubljani. Ja. Ni bil takrat nek nestrinjanje glede sodelovanja, se ne spomnim čist točno. Ne, mislim, takrat je bil, mi smo pač, to je bil, seveda takrat je bila Slovenija mlada država in Evropski mesec kulture ni enako kot kulturna prestolnica Evrope, ampak takrat je bil to recimo največji kulturni dogodek v Sloveniji in mi smo seveda takrat predlagali, da če nimajo nikogar drugega, da pa lahko mogoče mi naredimo otvoritveni spektakel za Slovensko filharmonijo. In so se strinjali organizatorji, po neki logiki in mi smo takrat naredili en tak super dogodek, super koncert. Samo da ga pol nismo smeli objaviti, ker je bilo preveč seveda nekih negativnih reakcij in tako naprej. Ne vem, kaj ne rečem. To je nekje v nekem bunkerju še takšni smo skrit. V Laibach po naturi, da vedno kaj zakuhamo, ampak posnetki obstajajo, no, in jaz upam, da s časom pride tudi to na vrsto. Mogoče bi bilo smiselno, da jih izkopljemo in objavimo, ker gre za v bistvu zanimiv zgodovinski projekt. Ivan Novak, hvala za obisk v studio in veliko uspeha na odrih in galerijah. Nasvidenje. Hvala enako.